Društvo za promocijo zdravja Impol že 12 let deluje v industrijski coni Impol. V okviru razgibane palete delovanja društva so že 9. izpeljali turnir v dvoranskem nogometu. Turnir vedno privabi zavidljivo število sodelujočih moštev. Letos se je med sabo merilo 7 ekip. Vsekakor pa je ta turnir tudi izbiren za ekipo Impola, ki že 8. leto igra v poslovni nogometni ligi, kjer pa niza dobre uvrstitve. Zelo pomembno je za našo nogometno ekipo DPZ Impol, ki dostojno zastopa podjetje na slovenskem nivoju, da se pridobijo neki novi igralci, vidi se potencial, ekipi se potrebujejo igralci, dobri igralci, kar se pa dejansko na takšnih turnirjih, takšnih srečanjih se tudi vidi. Mogoče ima včasih kdaj kdo kakšno tremo, zadržek, da bi pristopil do ekipe in se dejansko tukaj spoznamo, pa lahko dejansko to ekipo DPZ Impola tudi nadgrajujemo in uspešno tudi igramo na tem slovenskem nivoju v okviru poslovne lige. Že v skupinskem delu tekmovanja je bilo odigranih kar nekaj odličnih tekem, ki so nakazovale, da bodo zaključni boji še na višjem nivoju. Prvi polfinalni obračun med Kakovostjo PCP in Alomobilom se je po igralnem času 2x po 7 minut končal brez zadetkov. Zmagovalca pa so odločili kazenski streli. Po maratonskem izvajanju strelov 6 metrov so bili srečnejši igralci Kakovosti PCP, ki so tako postali prvi finalisti. V drugem polfinalu, ki je že bil kar finale pred finalom med Cevarno in FT-jem, pa so v zaključku tekme z zadetkom Primoža Krajnca vozovnico za finale dobili lanski zmagovalci, nogometaši iz Cevarne. V tekmi za 3. mesto je ekipa FT z goloma Kusiča in Jankoviča z 2:1 premagala zasedbo Alomobila, ki je pustila všečen pečat na tej 9. izvedbi. Veliki finale med Cevarno in Kakovostjo PCP pa so sebi v prid obrnili izkušeni igralci Cevarne. Gole za zmago s 3:1 so dosegli. V prvem polčasu sta v polno zadela David Vrhovnik in najboljši strelec turnirja s 4 goli Primož Krajnc. V drugem polčasu pa je 3. gol za zmagovalce dosegel Aljaž Polegek. Gol za poraženo ekipo pa je prispeval Tomaž Gracej, ki se je skupaj s sodelavci podpisal pod uspešno organizacijo tega turnirja. Bilo je vrhunsko, v turnirju se je udeležilo 7 ekip, bili sta planirani tudi 2 starejši ekipi veteranov. Tu bi še organizirali vmes eno revijalno tekmo, to sta ekipi Cevarne in Alomata. Ti 2 ekipi sta vedno imeli na teh impolskih turnirjih derbi v sosedski, in zato smo danes pričakovali, da bi jih videli tule na prizorišču, ampak žal zaradi bolniških odsotnosti in tega se niso mogli udeležiti. Kaj pa naj rečem glede turnirja, vesel sem, da se ga je udeležilo toliko ekip in da je turnir uspel brez poškodb. Pokal za prvo mesto so tako dvignili v ekipi Cevarne, druga je bila ekipa Kakovosti PCP in tretja zasedba FT. Najboljši strelec turnirja s 4 goli je bil Primož Krajnc, najvratar pa Žan Polanec. Zaposleni v skupini Impol na takšnih dogodkih vedno v ospredje postavljajo druženje izven delovnega časa, kar igra pomembno vlogo tudi za samo podjetje Impol, ki društvo finančno in motivacijsko podpira v svojem razgibanem delovanju. Vesela sem, da že 9. po vrsti DPZ organizira ta turnir in tudi posebej vesela, da je tako velika udeležba mojih sodelavcev iz skupine Impol. Se mi zdi, da nas to še dodatno krepi, da ustvarjamo eno dobro vzdušje med sodelavci. In to pomeni, da si lahko tudi boljše sodelujemo in na delovnem mestu in izven. In to je tudi naš nekak cilj, naša ideja, da podpiramo potem tudi DPZ. Da pa društvu ne zmanjka aktivnosti, je zaslužna tudi predsednica Društva za promocijo zdravja Impol, Metka Rzenšek, ki skupaj s sodelavci na prostovoljni bazi skrbi za razgibano paleto športnih aktivnosti.
DPZ ponuja mnogo aktivnosti svojim zaposlenim. Vsako leto namenjamo prostore igralcem nogometa, odbojke, namiznega tenisa, potem kegljači imajo svoje termine. Ponujamo tudi možnosti cenejšega nakupa kart za kopanje v Terme Ptuj, potem smučarskih kart pri RTC Jakec, tudi ugodnejše karte za jogo. Mislim, da je to dokaj pester nabor.